Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Dobrodošli na 6. epizodi Alumni Connect. Z nami je Jernej Dvoršak, alumni ekonomske fakultete, ki že več let živi in dela v Avstriji. Dela v Celovcu na avstrijskem Koroškem, ki s svojim inovativnim poslovnim okoljem predstavlja pomemben del alpsko-jadranske regije. Jernej dela kot International Investment Promotion Manager. To pomeni, da svetuje poslovnežem iz celega sveta o podjetniških možnostih in nudi podporo tujim investitorjem. Povedal nam bo, kako so ga študij in obštudijske dejavnosti na ekonomski fakulteti, še posebej študijska izmenjava, pripeljali do današnje zaposlitve in kakšno vlogo ima pri vsem tem mreženje. Jernej, hvala, da si danes z nami. To, kar delaš danes, se ni zgodilo čisto po naključju, pa bi rekla, če gremo kar na začetek tvoje poslovne zgodbe. Zakaj si se odločil za študij na ekonomski fakulteti in v bistvu kaj si pričakoval od študija? Hvala za vabilo. V bistvu sem že v gimnaziji so mi bili vedno na radiju zanimiva poročila o svetovnem gospodarstvu in zakaj šla nafta gor in zakaj se je to pa dogajalo. Ekonomska fakulteta je pač ponujala najširši nabor znanja, tako da v bistvu je bila to ta odločitev. Takrat sem tudi, mislim, da pravno fakulteto napisal kot tretjo možnost, ampak sem bil prav vesel, da je šlo na IF. In kakšne so bila pričakovanja? Je v bistvu točno to, pač enostavno razumeti, kako deluje ta celoten ustroj, ta svetovni, po eni strani, po drugi pa tudi podjetništvo, recimo te posamezne, kako deluje posamezni oddelki v podjetju, tako da imaš res en tak dober pregled nad celotnim, bom rekel, poslom vsak dan, recimo. No, super. In potem si že kar v prvem letniku razmišljal in se odločil za študij v tujini. Na ekonomski fakulteti imamo 200 partnerskih univerz. Zakaj si izbral Španijo, Madrid, univerzo? Erasmus projekt je verjetno najboljši projekt Evropske unije, da se študenti malo menjavajo, da se malo narodi med sabo spoznavajo. V bistvu Španija, izključno zato, da sem se jezika naučil. Jaz sem takrat, ko smo imeli razgovore v mednarodni pisarni oziroma te nabore, ko sem bil sprejet, sem že takoj se vpisal na tale tečaj španščine intenzivni, sem te štiri tečaje naredil, tako da sem v bistvu lahko celo 2 predmeta v španščini opravljal. Tako da to je bil v bistvu glavni razlog, da sem se recimo odločil za Španijo. Super. Zdaj, kaj se pogosto zgodi, da ko grejo študenti v tujino, se družijo potem s tujimi študenti in se pogovarjajo o angleščini. Ampak ti si vseeno vztrajal, da si se naučil špansko. V bistvu, kako ti je to uspelo? Kaj si naredil? Ne, pač ta tečaj je bil tista osnova, potem pa itak si vržen v hladno vodo. Pa poleg tega sem imel ogromno sošolcev in sošolk iz Italije, ki v bistvu niso znali angleško, tako da smo se špansko pogovarjali več ali manj. Tako da je bilo to res tak super priložnost. No. Pa si bil edini takrat iz ekonomske fakultete? Ne, 3 smo bili. Pa ste se kaj družili ali ste šli vsak po svoje? Ne, seveda smo se družili, sploh ni vprašanja. Sicer je bila fakulteta toliko velika, da je bilo dovolj ljudi za druženje. Mogoče, če bi se danes še enkrat odločil, mogoče ne bi šel v Madrid. Vendarle tako veliko mesto, da se v bistvu mogoče celo malo porazgubiš. Pa tudi univerza je bila kar precej zahtevna. Proti mojim pričakovanjem, kjer sem v bistvu slišal, da je Španija samo žur in zabava. So bili v bistvu vikendi kar zapolnjeni s kakšnimi seminarskimi pa z učenjem, tako da to mi ni bilo preveč všeč, ampak sem zmogel. Ja, tvoje pričakovanja so verjetno bila kot ostalih, dežela sonca, morja, sieste in potem te kar malo presenetilo. Kaj pa je bilo tako drugače v študijskem procesu? Ja, ne, pač par profesorjev, 2 profesorja sem izjemno zahtevna, tako da v bistvu je bilo to glavni razlog, da enostavno mislim, da takrat od 5 izpitov si mogel 4 narediti, da ni bilo treba vračati štipendije, tako da je bil kar, bom rekel, to kar dobra motivacija za učenje, ne.
takrat. Tako da to je bil glavni razlog. In ti si kar izbral še predmete v španščini, katere si pa upravljal? Se pravi, ta je bila monetarna ekonomija, pa javne finance. Se pravi, Ogromno. bolj računsko, ne, je bilo še zmeraj, ampak je bilo fajn. Enemu profesorju je bilo prav zanimivo, da se nekdo takole odloči. Aha, vas ni bilo veliko. Ne, Tujcev. se pravi, mi Erasmus študenti so več ali manj delali v angleščini izpite, ne. Mhm. Tako da smo bili takrat malo eksotični na tistem predmetu, ampak je bilo res, je bilo prav fajn. Kako so pa gledali nate kot študente Slovenije, Ljubljane? Saj Slovenija, mislim, ponavadi, ko se takole v svetu pogovarjaš, pa omeniš Slovenijo, če ni nek košarkarski navdušenec, ki pozna Luka Dončića, recimo, moraš ponavadi najprej povedati, v katerem delu sveta se to sploh nahaja, načeloma, ne. In to se dogaja tudi, recimo, če sem se z eno šolko iz Italije, recimo, sicer z juga Italije, sem tudi mogel povedati, da smo sosednja država, recimo, ne. Tako da pač to je del naše, ja, Ja. takle imamo. In potem, ti si bil na izmenjavi v 2. letniku, v zimskem semestru, in pa v 3. letniku, ko si se vrnil, a ne, in si že v bistvu govoril tekoče angleško, pa zdaj še špansko, hrvaško že od prej, in potem ti kar še ni bilo dovolj, ne? Ti si v bistvu želel še izpopolniti nemški jezik, in si to iskal priložnost, a ne, tukaj v Ljubljani, da bi se učil z naravnimi govorci. In potem si izvedel za to priložnost, oziroma ti si zamislil, da bi bila priložnost Nemška gospodarska zbornica, in si vprašal, ne, če imaš študentsko delo. In so rekli, da ne poznajo tega, da sploh jih ne zanima, ne, ampak ti si kar vztrajal, mislim, kaj si naredil? Ne, pač hec je bil v tem, recimo na faksu smo imeli to poslovno nemščino in takrat sem videl, da enostavno je treba malo več govoriti oziroma vaditi, in to se mi je zdela taka zanimiva priložnost. Slovensko-nemška gospodarska zbornica je pač oddelek, se pravi, Nemčija ima po celem svetu te pisarne oziroma te zbornice, tako da sem jih pač vprašal, če bi jih zanimalo študentsko delo, so rekli, da ne, pa sem pa rekel, če bi jih enomesečna praksa brezplačno zanimala, da bi enostavno samo malo videl, kako je počnejo, pa malo govoril, ne. Tako da to so pa rekli, ja, z veseljem, ne, in sem pač po enem mesecu so mi rekli, če bi vseeno kot študent ostal, tako da je bilo v bistvu to začetek moje petletnega obdobja tam na tej zbornici. Se pravi, v bistvu iz najprej tazga odločnega ne, si potem ostal 5 let. Kaj si delal? S čim si jih navdušil? Ne, mislim, odločen ne. Hec je bil v tem, da je to toliko različnih nalog lahko praviš v eni taki zbornici. Tam smo imeli zastopništva za nemška sejmišča, te največje na svetu, potem imaš investitorje iz Nemčije, ki recimo želijo na slovenski oziroma jugovzhodni trg, potem imaš slovenska podjetja, ki želijo prodreti na nemški trg, tako da teh aspektov dela, pa recimo o davkih sem se takrat veliko naučil. Je bilo pač, za 5 let je bilo to ogromno enih stvari, ki so bile zanimive za početi, tako da sem tudi tam med oddelki kar precej se premikal, tako da je bilo to res taka super prva odskočna deska, no. V bistvu najprej kot študent delati, potem sem dal štipendijo, potem pa zaposlitev, tako da je bila super odskočna deska, tudi z vidika mreženja, ne, se pravi, tam imaš članska podjetja, več ali manj nemška in slovenska, tako da sem tam tudi, bom rekel, že kar veliko enih kontaktov nabral, kot študent takrat, ne, čisto na začetku. Ampak ti si v bistvu iz te brezplačne prakse si dobil najprej študentsko delo, in potem kar polni delovni čas, še vedno kot študentsko delo, pa na žalost zelo nizko postavko, ne. Ampak ti si kar še vztrajal, ne. V bistvu si imel neke druge cilje, mislim, kaj te motivira, da si kar Ne, pač hec je v tem, takrat se ne vem, kako je danes, ampak kot študent načeloma nisi plačan v izobilju, ne. Ampak enostavno je bila to taka priložnost, da sem se veliko naučil, pa v končni fazi tudi jezik sem lahko takrat pilil, a ne. Da sem rekel, da pač vztrajam pri tem, a ne, in očitno potem se to tudi poplačalo, ker sem dobil, kot omenjeno, štipendijo in potem zaposlitev. Ampak ja, včasih moraš kaj žrtvovati, da potem recimo lahko iz tega kaj dobiš, a ne. Nekaj moraš investirati, no, bom tako rekel. Ja, ti si imel tak dolgoročni pogled, ne, pa v bistvu si vedel, kaj želiš, ne, pa nemščino si pa izpilil, ne,
čisto aktivnega znanja. Vmes si v bistvu končal dodiplomski študij, pa si se vpisal na podiplomski študij. V kakšni meri bi rekel, da ti je študij pomagal pri delu, oziroma ko si študiral, koliko so bile te izkušnje iz prakse dobrodošle, da si lažje študiral? Pa, mislim, ob delu, oziroma delo ob študiju, ne, je ravno tista stvar, ki mi je bila najbolj zanimiva, da malo več prakse dobim, ne, ker sem mogoče na faksu in mogoče kdaj tudi pogrešal, ne, in ravno to dobiš tako pogled, kaj vse je dobro vedeti in zakaj se sploh učiš, ne. Na koncu recimo cel faks smo gledali v te grafe in v bistvu šele zdaj včasih dojamem, zakaj je to pomembno, ne. Tako da je študij enostavno, jaz mislim, da vsak mora potegniti zase tisto, kar misli, da mu bo prav prišlo, ne. Prav, definitivno priporočal, da čim več prakse že v času študija, Zagotovo, čim več različnih del, v bistvu doma in tujini, ne? Ja, Ja. seveda. Ja. No in ta mednarodna dimenzija v bistvu te spremlja ves čas, ne? Nisi samo bil na študiju v tujini, pa potem si delal tukaj v mednarodni organizaciji. Ti si v bistvu bil v tem mednarodnem vzdušju tudi vsako poletje. Ja. Kar 6 let, ne, si bil del organizacijskega tima poletne šole Ekonomske fakultete. To je v bistvu izjemen projekt, zdaj že 22 let na Ekonomski fakulteti, ko smo gostili 500 študentov vsak julij tukaj na Ekonomski fakulteti. To je bilo res živahno, iz celega sveta so prišli študenti, pa v bistvu še 30 profesorjev, tudi iz celega sveta, ne. To je bilo tako res vzdušje. Zdaj sicer 2 leti smo imeli virtualno izvedbo, ampak naslednje leto pa bo spet v živo in se vsi res veselimo. Kako pa ti gledaš na to izkušnjo kot soorganizator? Se spomniš kakšne zanimive anekdote, kakšne situacije? Kako je to te pomagalo potem pri karierni poti? Ja, da pride 500 tujih študentov, pa res iz celega sveta, Kitajske, Mehike in Kazahstana in tako naprej, za 3 tedne v Ljubljano poslušati neka predavanja, to je zagotovo bila organizacija, za katero si tudi ti zaslužila, Mojca, glede na to, da si kar dolga leta vodila to poletno šolo. In to je bila res neverjetna izkušnja, se pravi, da ti tako rekoč domov dobiš tako paleto enih kultur in miselnosti in v bistvu to združiti potem nek skupni imenovalec poletne šole. To je bila res neverjetna izkušnja, ne. In se pravi, jaz sem bil takrat s kolegom pristojen za, bom rekel, ta socialni vidik te poletne šole, tako da to je bilo res zanimivo, kako 500 tujih študentov nekako usmerjaš po mestu, kaj se bo dogajalo, kakšni bojo športni dogodki, se pravi, turnir odbojke na mivki, danes imamo tečaj salse, jutri imamo. To je bil res tak, bom rekel, zanimiv dogodek, sploh zato, ker oni so imeli, se pravi, vsak je opravljal 2 predmeta, ne, poslušal 2 predmeta, na koncu so imeli izpite in oni so v bistvu cel dan so se učili oziroma delali naloge in zvečer so imeli pač frej, prosto in so imeli potem čas za, ne vem, recimo zabavo ali pa za druženje, ne. In to je bilo, se pravi, ta predavanja strani tujih profesorjev, to je bilo neverjetno, ker to so zelo znana imena tudi v bistvu v teh, bom rekel, v tem svetovnem merilu, tako da to so bile res zelo zanimiva predavanja in tudi te profesorji, s katerimi imam še danes zelo veliko kontaktov, in študenti v bistvu v končni fazi, v 6 letih se je teh kontaktov kar nabralo, no, tako da sem zelo hvaležen za to priložnost, no. Ja, super. Mislim, to komaj čakamo, no, da bo spet v živo, ker to je res druga izkušnja kot virtualno, čeprav je tudi virtualna izvedba bila zelo uspešna. Vsako leto, ne, se obračamo tudi na slovenske študente, ne, da bi se tega udeležili, ker to je internacionalizacija doma, cel svet pride sem, ne. Tako je. Tako da res upamo, ne, da se bo čim večje število udeležilo v prihodnosti. A bi ti in kaj svetoval? Ja, mislim, tako je. Na koncu sem opazil, da
Parkrat se je tako zgodilo, da so kar prišli neki eksterni, sploh ne študenti ekonomske fakultete, recimo, na kakšne tukaj na mednarodni večer, ki smo ga imeli, recimo, ki so slišali, da je to taka, v bistvu taka super druščina. Tako da, kaj ne rečem, študenti ekonomske fakultete pridite na poletno šolo, nujno, res je dobro. No, super. Ja, potem pa v bistvu nekako tvoj študij je šel pred koncem in preden te je ljubezen odpeljala v Avstrijo, ne, pa si imel še eno zelo zanimivo izkušnjo tukaj v Sloveniji. Nam kaj več poveš lahko o tem? Ja, mislim, dobil sem res neverjetno priložnost in vabilo v kabinet predsednika vlade, takrat v času dr. Mira Cerarja. Sem bil svetovalec za mednarodno gospodarsko sodelovanje, tako da sem bil pristojen v bistvu za ta mednarodni vidik izmenjave, se pravi, kjer smo organizirali delegacije, recimo ta srečanje 16+1 za Kitajsko, takrat z kitajskim premijerjem Li Keqiangom, recimo. Tudi v bistvu takrat sem imel priložnost sodelovanja pri obeh investicijah Yaskawe in Magne v Sloveniji, tako da je bilo to res tak neverjetna izkušnja, no? V bistvu, da sem lahko takrat nisem 30 še bil, pisal govor za predsednika vlade, tako da to je bilo res nepozabno, no. Ja, ampak verjetno ni bilo to naključje, ne? Vse te tvoje izkušnje v času študija, vse te obštudijske aktivnosti so nekako logično, ne, pripeljale v tako priložnost, ne? Nekdo je prepoznal tvojo priložnost, tvoje kvalitete, ne? Logično, zdaj to je več verjetnosti zelo mehna. Se zgodi, jaz sem takrat pisal mojo magistrsko nalogo točno na temo te zelene davčne reforme, ki je bila v koalicijski pogodbi, tako da v bistvu potem ta verjetno mednarodni vidnik te nemške gospodarske zbornice sigurno so pripomogli k tej priložnosti, ampak zagotovo je bilo to res zanimivo potem za naslednjo postajo, ki si jo omenila, ne, za Celovec. Ja, zdaj pa živiš v Celovcu, ne, v Avstriji, že več kot 3 leta. Ok, pripeljala te ljubezen, ampak potem si se ti zelo dobro znašel v tem okolju, ne. In ta služba, ki jo zdaj opravljaš, je nekako nadaljevanje, naslednji korak te prve službe, ne, pri Nemški gospodarski zbornici. Zdaj si v bistvu zaposlen pri družbi Babek, ne, ki skrbi za prepoznavnost avstrijske Koroške, za iskanje investitorjev in ti v bistvu imaš vlogo menedžerja, ne. Kako bi nam na kratko predstavil to družbo Babek? Se pravi, mi smo javna agencija, subvencionirana oziroma financirana strani deželne vlade Koroške, avstrijske Koroške. In v bistvu mi smo tam zato, da v svetu iščemo investitorje in jih pripeljemo na avstrijsko Koroško z namenom, da se te vrednostne verige v bistvu lepo spletajo. Se pravi, iščemo podjetja, ki točno pašejo v, bom rekel, naš gospodarski koncept. Se pravi, tako da imajo, bom rekel, nekaj od tega lokalna podjetja, kot tudi investitorja, ne. Tako da to je nekako naše delo. Avstrijska Koroška je v bistvu je gospodarski, bom rekel, okvir dežele je tak, da imamo par panog, kjer pa so podjetja zelo močne. Imamo par glavnih igralcev, tudi celo recimo v mikroelektroniki, v informacijskih tehnologijah in pa recimo v obnovljivih virih energije, se pravi sončne in tako naprej. Tako da. Ja, zelo zanimivo, ne? Ja. Ste pa neverjetna ekipa, koliko vas je? Pa v bistvu ti si Slovenec, ne, pa slišim, da niso Avstrijci, ne? Ja, v bistvu ni niti enega. Mislim, v tej moji ekipi, se pravi podpore investitorjev, imamo Nemca, ki skrbi za nemški trg, imamo pa Brazilko, ki je dolgo leta živela v Italiji in pokriva italijanski trg. In jaz v bistvu sem pristojen za Slovenijo oziroma za jugovzhod. Ampak to niso, se pravi, kljub temu, da je Nemčija, Slovenija in Italija, da so to, bom rekel, naši ciljni trgi, zaradi bližine seveda, pa iščemo tudi seveda veliko dlje, ne, recimo v Indiji, je po Brexitu, Indijci iščejo novo, bom rekel, pristajalno mesto v Evropski uniji, tako da to je za nas zdaj pač priložnost, da tam bolj aktivno iščemo. Ja, zelo zanimivo, ne, kam seže glas. Katere države v bistvu, iz katerih držav se še zanimajo
za investicije. Pa odvisno, jaz bom tako rekel, niti ne leži toliko na državi, kot pa na panogah. Ne. Prej sem omenil, se pravi, mikroelektroniko, se pravi, vse, kar je v povezavi z mikročipi, recimo, imamo v Evropi v bistvu tri centre in Beljak je eden od teh 3 centrov, tako da v bistvu podjetja že vejo, kam se obrniti, recimo, če se odločajo za neko Evropsko unijo. Tako da imajo tam možnost Francija, Nemčija ali pa pač avstrijska Koroška. In na nas je v bistvu naše delo je samo pač prepričati, zakaj ne Dresden, ampak zakaj Beljak, recimo. Kakšno je pa kaj zanimanje iz Slovenije? Ker pač znano je, da se veliko slovenskih podjetij odloča za vstop na nemško govoreči trg, predvsem na Nemčijo, ne? Ampak v bistvu ste vi odskočna deska za te trge. Kakšne so že do zdaj izkušnje z slovenskimi podjetji, pa v bistvu kaj bi jim ti svetovalo? Tako je, ne, se pravi, odvisno, kdo je tvoja stranka, kdo je tvoja ciljna publika, recimo, ne. Ampak pogosto se seveda podjetja odločijo za neko razširitev na nemško govoreče trge in potem imaš opcijo, možnost, da boš šel recimo na nek nemški trg, v nek 4 ure oddaljen München, recimo, ali pa se odločiš recimo za eno uro oddaljen Celovec, recimo, kjer imaš tudi slovensko govorečo manjšino, kjer se bom rekel, so nižji stroški recimo pisarn ali pa proizvodnih prostorov in tako naprej. In v bistvu to je en kup enih razlogov, zakaj bi se recimo lahko odločil za avstrijsko Koroško. In v bistvu od tukaj naprej potem bom rekel obdeloval 100-milijonski nemško govoreči trg, ne. Ja, res neverjetno. Jaz upam, da boste imeli zdaj več povpraševanja Slovenije, ne, ker je res zanimivo, ne, da smo tako blizu, ne, Celovca, pa ne vidimo, ne, da je tukaj priložnost, da gremo kar naprej v Nemčijo, ne. To je v bistvu glavna bom rekel, glavna točka, proti kateri se borijo, bom rekel, in sicer avstrijska Koroška že dolgo velja kot turistična destinacija, ne. Recimo, če v Nemčiji omeniš Kärnten, potem vsi reče, ja, smučišča, super, ali pa, ja, tako lepa jezera za poletje, ne. Ali pa po zimi, ko zmrznejo za drsanje. To je sicer res, ampak je v bistvu v zadnjih 20 letih se je lokacija tako daleč razvila, recimo, ne, da se je nemški proizvajalec mikročipov Infineon odločil za Beljak, kjer so investirali zdaj 1,6 milijarde evrov, kar je največja investicija v zgodovini te cele regije, recimo. To je neverjetno. Ja, tvoje delo je res razgibano, ne, v bistvu spremljati moraš vse te novosti, komunicirati z raznoraznimi narodi, investitorjev, v bistvu verjetno si v pisarni zelo malo, ne, predavaš, hodiš na sejme, kako izgleda tvoj delovnik? Mislim, ja, zagotovo je potrebno biti zunaj, ne, to je dejstvo, ampak se mi zdi, da tukaj najbolj pomembno je, da ti da dobro poznaš lokacijo, da dobro poznaš ljudi, ki so ti v bistvu pomoč, ne, dobro poznaš podjetja, ki jih lahko kontaktiraš, ko dobiš nekega zainteresiranega investitorja, da mu v bistvu že takoj z parimi klici mu organiziraš par sestankov, da v bistvu on vidi res neko dodano vrednost, ne. Da mu ne posreduješ PowerPoint prezentacije s predstavitvijo lokacije, ampak da dejansko mu pokažeš, da se skriva nekaj več za tem, ne. Tako da ja, seveda smo na sejmih, recimo Indijo delamo zdaj preko webinarjev, verjetno bo še nekaj časa temu tako, ampak enostavno poskušaš preko multiplikatorjev oziroma raznih organizacij delovati, da v bistvu si videna, ne. Imamo pa tudi zadnje čase delamo tudi kar bom rekel lepim budžetom za marketing, tako da v bistvu tudi preko tega dobimo kar nekih zanimivih tako imenovanih leadov. Veliko potuješ? Kam potuješ? Mislim, potujem, ja, veliko, to bi zdaj mogoče pretiraval, če bi rekel, da veliko, ampak zdaj v koroni itak se zmanjšal ta obseg, ampak ja, treba obiskovati podjetja, ne, tukaj po regiji smo velika, ne. Tako da recimo na Hrvaškem sem sigurno parkrat na leto, v Sloveniji prav tako. Tako da mene zanima tudi zelo recimo vzhodna Evropa, recimo, ali pa recimo kakšna Češka je tudi zelo močna v mikroelektroniki, tako da zdaj ravno pripravljam predlog za šefa, kako bi se lotil tega trga, tako da treba je pa najprej tam razumeti, kaj imajo za ponuditi oziroma kaj jih lahko zanima. Ja,
v bistvu to non-stop izobraževanje, iskanje priložnosti. Kako ti se tega lotiš, kje najdeš to motivacijo, inspiracijo? Ne bi rekel izobraževanje, ampak enostavno, recimo zdaj ta Češka, ki sem jo prej omenil, ne. Enostavno moraš govoriti s parimi ljudmi iz panoge, recimo zdaj, če ostanemo pri teh mikročipih, ali govorimo o nekih grozdih ali o gospodarski zbornici, pa enostavno jih poklicati pa vprašati, kakšno je stanje v panogi, kdo so te glavni igralci. Pa v bistvu preko takih pogovorov v bistvu prideti do nekih zaključkov, a se sploh splača vlagati energijo pa kontaktirati neka podjetja. Lahko pa narediš eno kampanjo na LinkedInu, investiraš, ne vem, 5000 evrov v neke avtomatizirana sporočila, recimo, pa tudi s tem, kaj dosežeš. Enostavno teh načinov pristopa na trg je ogromno, ne? Nekatera delajo boljš v enem okolju, neka pa boljš. Treba je poskusiti, ne. Pa bi rekel, da je bolj učinkovito v tvojem primeru osebni stik, da pokličeš, greš na lokacijo? Ja, na neki točki je to itak nujno, ne, ampak sigurno je, klic je prva stvar, video klic je še toliko boljša, ne, ker enostavno se lahko z obrazom nekako predstaviš in je to sigurno lažje, ampak tega stiska roke oziroma bombice zdaj po novem, to je težko nadomestiti s to tehnologijo, ja, to je res. Ja, ampak si predstavljam, da vsakodnevno res sodeluješ z ogromnim številom enih ljudi, enih obrazov. To mreženje je verjetno ena najpomembnejših stvari v tvojem poklicu, ne? Kako si pa zapomniš vsa ta imena? Imaš kakšen tak nasvet za to mreženje? Kako ga začeti, kako ga vzdrževati? Mislim tako, se pravi glede imen, kaj si rekla, jaz v bistvu si zelo težko zapomnim imena in obraze prav tako, tako da ponovadi si kar takoj že slikam vizitko, pa potem še kje dopišem, kje sem to osebo srečal, ali pa si karkoli mi nekako naveže, oziroma kakšen spomin iz pogovora, ali kaj takega si zabeležen zraven. To je ena taka tehnika pomnjenja, ki sem jo nekako zdaj ugotovil, da deluje. Kar se tiče pa mreženja, pa to res, bom rekel, mogoče najpomembnejša stvar na splošno v poslovnem življenju. Enostavno, da razmišljaš, da v bistvu da ohranjaš kontakte z pozitivnimi ljudmi, ki ti v bistvu lahko, ne bom rekel z tega vidika oportunističnega, ki ti lahko pomagajo recimo v karieri, ampak enostavno, ki lahko pozitivno vplivajo nate. In s takimi ljudmi, ki jih poznaš, moraš absolutno ohranjati stike. Pa tudi, če je to samo na LinkedInu NGO, pa kaj zdaj vidim, da imate nov produkt recimo na trgu, enostavno ohranjati to mrežo, ker v bistvu je svet tako majhen, da slej ko prej pride z ljudmi spet skupaj, tako da v bistvu ne si zapirate vrat, no. To je ta glavna stvar. Ja, in ti v bistvu to že počneš od srednje šole, fakultete, ves čas, ne, tako? Mislim zdaj, načrtno, težko bi rekel, da je načrtno takrat, ampak takrat sem videl, da je to toliko pomembno, recimo iz te poletne šole, ko smo imeli študente iz celega sveta, v bistvu kjerkoli trg recimo gledam, imamo še zmeraj kakšne kontakte s kakšnimi študenti iz takrat in potem lahko vedno se obrnem s kakšnim, pa tudi če splošno vprašanje nima veze, ne. In takrat sem videl, koliko ti lahko pomaga ena taka mreža, in to je pač definitivno se splača to gojiti, ne. Tudi načrtno, recimo na dogodkih za mreženje pač ne smeš biti, mislim, moraš iti malo iz te cone udobja, pa načrtno malo ljudi nagovoriti, pa tudi če je nek small talk, saj mogoče se pa iz tega razvije potem nek globlji pogovor, pa mogoče vidiš, da je to zelo zanimiva oseba, ali pa recimo potencialna stranka, ali pa, tako da to je fajn. Ja, super. A imaš kakšno tako standardno vprašanje ali pa kako prebiješ ta led? Pa ne vem, mogoče se zato streže penina na začetku teh poslovnih dogodkov, da se jezik razveže. Ne vem, enostavno vedno je fajn kakšen bife tale stoječ zakusko komentirati, pa se tako recimo, ne, če rečeš, če bom kakšen trik, ali pa vreme, hrana, to vedno deluje, ja. Super. Pa če še gremo malo na tole,
v bistvu sodeluješ, a ne, z investitorji iz celega sveta. A je kakšna razlika v pristopu, ko te kontaktira nekdo iz Slovenije ali pa nekdo iz Indije? Na kakšne malenkosti moraš v bistvu paziti? Mislim, definitivno imajo različne potrebe, ne. Se pravi, en investitor iz Slovenije, mu je načeloma že približno jasno celo jezik, zelo veliko ljudi razume oziroma govori. Recimo neki Indijec, to je pa zanj čist nov svet, čist nova kultura. Recimo enkrat sem enega Slovenca, ki je želel v bistvu tukaj odpreti podjetje, pa sva imela sestanek pri enemu potencialnemu kupcu njegovem. Kot prvo je zamudil na sestanek, imel je nek raztrgan kratko majico, tako zelo raztrgano, tak je bil videz. Vklopil je laptop noter, ker si je postregel z vtičnico, brez da je vprašal. V glavnem meni je bil kar malo neroden. In tako je, mislim, včasih moraš poskušati zmehčati ta, bom rekel, razliko v poslovni kulturi, recimo pri nekaj različnih investitorjih. To je ena stvar, ampak glavna, bom rekel, glavna naloga naše agencije je ta, oziroma nas, da v bistvu prepoznamo, kakšne ovire lahko pridejo naproti, ne, in jih v bistvu poskusiti umakniti s poti, še preden nastopijo, ne. Se pravi, zdaj ali govorimo o nekih dovoljenjih recimo obratovalnih dovoljenjih za proizvodnjo, recimo. Če vidiš, da je nek investitor, ki malo bolj vse na hitro bi zadevo zapeljal, pa se ne zaveda, da je zadeva pač, da jo treba opraviti tako, kot je treba, ne, seveda po zakonu in tako naprej. Ali pa če se pogovarjamo o iskanju zaposlenih recimo za proizvodnjo. Recimo, če investitor išče 25 ljudi s štartom čez 2 meseca, je to ni dovolj, da ti objaviš oglas za delo za 25 proizvodnih delavcev. Moraš recimo iti v kakšen lokalni časopis pa napisati nek PR članek, to podjetje se bo tukaj naselilo v tem pa tem kraju, super priložnost, recimo, ne. Tako da v bistvu moraš malo razmišljati, postaviti se v kožo investitorja, pa pač razmišljati, kako bo najlažje začeti, ne. In to vse v bistvu obsega tvoje delo, vse to detajle. Ti premisliš, imaš potem verjetno že neke oporne točke, neke dokumente, ali to sodelavci predebatirate, na kak način? Mislim, tako, zdaj glede na to, da sem že v prejšnjih 2 službah delal vedno z investitorjem, imam že malo, bom rekel, malo izkušenj z tega področja, ampak nimamo nekega tega, se pravi, zaporedja točk, ki jih moramo obdelati, daleč od tega. Vsak projekt je drugačen, en od drugega, tako da je pač enostavno to tako, ja, se pravi, da poskušaš zadevo zapeljati. Najlepša stvar pri tej moji službi je ta, da ne rabim zaračunavati svoje storitve, a ne. Da v bistvu, da smo javna agencija, da to delamo zastonj, da je v bistvu mojega delodajalca zanima samo to, koliko realiziranih projektov na koncu leta je bilo, ne. Tako da v bistvu se enostavno koncentriraš samo na tiste investicije, za katere veš, da so res realne in da stoji odzadaj nek resen namen, ne. Ker ogromno je nekih povpraševanj, ko te vprašajo, kakšne so pa subvencije. Če pride podjetje do nas pa vpraša, kakšne so subvencije, je meni že tako jasno, da zelo verjetno zadeva ni realistična, da je ta mail prišel verjetno na še nekih 10 drugih lokacij po Evropi, tako da, ja. Ja. Imate tudi kakšen tak trening o teh medkulturnih razlikah pa v poslovnem svetu, kako se pripraviti na kakšne izzive? Recimo že samo, kako reče nekdo ne, je lahko stop znak za kakšen posel, ne? Tako bi rekel, zdaj imeli smo tudi seveda tečaje teh mehkih veščin pa prodaje pa tako naprej. To sigurno pomaga, ampak na koncu dneva se mi zdi, da so pač enostavno moraš toliko pa toliko enih projektov dati skozi, da se pač naučiš, da dobiš malo izkušenj oziroma kilometrine. Se mi zdi, da so včasih stvari, ki se jih je zelo težko naučiti, ampak jih moraš enostavno samo poskusiti, pa kako že reče, se pravi, da moraš ene par neuspehov dati skozi, da se naučiš nekaj iz njih, ne. Ja, ta kilometrina, ne, ke pa je
res ti že imaš iz vseh teh služb, a ne, od prej. Pa tudi znanje jezikov, ne, verjetno veliko pripomore k temu, da se približaš, a ne, investitorju. Sigurno, mislim, če ne drugega zaradi neke simpatije. Zdaj, če imaš nekega Rusa, pa če ga po rusko sam pozdraviš, čistko, je to že takoj prebijaš nek let, ne, na začetku. Tako da to je, ne rabiš niti znati po moje jezika, da to uporabiš neko znanje, pa nekih osnov, da lažje začneš, ne. Ja, in zelo mi je zanimivo, ne, da ti o teh priložnostih pa izkušnjah v poslovni kulturi predavaš tudi študentom v Beljaku na fakulteti. Kaj jim poveš? V bistvu, kaj jih zanima, no? Na kak način poteka to predavanje? Se pravi, dva semestra na leto, ne, dvakrat na leto me povabijo, se pravi, da Erasmus študentom predstavim poslovno lokacijo avstrijska Koroška. In v bistvu to je za nas kot prvo izjemno zanimiv bazen nekega bodočega kadra, ne, zato ker to so v bistvu ljudje, ki so prišli na avstrijsko Koroško, ki jim je poznana, se pravi, lokacija, in bojo šli kot prvo mogoče nazaj domov in bojo tam, bom rekel, bojo naši ambasadori, ali pa se bojo mogoče zaljubili ali pa recimo ostali tukaj, ne. Tako da v bistvu z velikim veseljem jim v bistvu predstavim to lokacijo, pa tudi govorim malo o poslovni kulturi, malo o nekih projektih, in tudi zelo zanimivo je, kakšna vprašanja postavljajo, ne, ker v bistvu to so vendarle, bom rekel, študenti več ali manj teh gospodarskih smeri, no, pa tako naprej, in se zanimajo, ne, in to je, se mi zdi, da se zelo veliko premalo dela z študenti na splošno, pa ne samo v Avstriji, na splošno, mislim, povsod, in enostavno ta prehod, da se jih malo usmeri v prakso, se mi zdi, da malo manjka, no. A se spomniš kakšnih vprašanj, kaj recimo sprašujejo, kaj jih zanima? A hočejo na prakso priti? Ne, zagotovo jih zanima tudi praksa, ampak recimo tukaj imamo eno tako, čist primer, en Kazahstanec mi je ravno prejšnji teden sem imel predavanje nazadnje, pa je rekel, da ko imajo obvezno prakso celo, enostavno se podjetja včasih recimo rečejo, da imajo, ne EU študenti, imamo pa težave, ali pa recimo, če ne znajo nemško. To je za podjetje včasih kar tako zmer manj sicer, ampak pač enostavno ljudje ne radi govorijo včasih angleško gor, ne. In potem je zato za študente, ki ne znajo nemško, tak zelo hendikep, ne. In tukaj bo treba še marsikaj se spremeniti, ne. Se mi zdi, da tukaj so slovenska podjetja veliko bolj odprta, ne. Enostavno jezik ni ovira, in jaz mislim, da lahko tuji študent tako dobro dela kot domač, ne glede na to, kje je. Ja, in pol, ko predavaš tem študentom, te kaj ponese nazaj v tvoja študijska leta, da imaš kakšne take asociacije ali pa spomine, in v bistvu razmišljaš, če bi kaj spremenil, če bi bil še danes spet študent, ali pa da bi razmišljal o vpisu na ekonomsko fakulteto. Mislim, ne, sigurno, ko se v bistvu, ko imaš ta predavanja, recimo, ne, so zelo zanimiva, ker enostavno sam sebe poskušaš potem spomniti, kako je bilo to pred 10 leti, ko si bil ti točno na tem mestu, a si bil tokrat doveden, oziroma bi takrat kaj spremenil, oziroma dostikrat si postavimo vprašanje, ali pa recimo, če me zanima kakšen nasvet nekoga, pa ne glede na to zdaj ali faks ali karkoli, pa samo moje vprašanje je vedno, kakšen nasvet bi dal sam sebi pred 10 leti v tistem trenutku, ne. Pa zdaj, če govorim o vožnji avtomobila, ne, ali pa recimo, ne vem, o investiranju, recimo, ne. In v bistvu vedno boš dobil človeka takrat dejansko tisto najpomembnejšo stvar, ki jo želiš slišati od njega, pa tudi, če je to samo en stavek. Enostavno to vprašanje se mi zdi, da zmer ti da odgovor, ki ga želiš slišati. V bistvu zdaj razmišljam o tem gospodu iz Indije, ki je prišel tako neprimerno oblečen, ne. A bi lahko nam povedal tako par primerov napak, a ne, ki jih delajo ljudje, ki želijo vstopati, a ne, na nove trge, pa delajo take osnovne napake, kjer sigurno imaš en tak
že dolg spisek, pa kaj bi v bistvu ti svetoval, ne? Preden sploh pomislijo, da grejo noter, kaj morajo vse poštimati. Jaz mislim, da prva stvar, ki jo moraš narediti, ko se trudiš nekaj doseči na nekem novem trgu, je, da se postaviš v kožo svojega kupca. Se pravi, kako on skozi svoje oči vidi tebe kot neko novo podjetje, ne? Recimo, včasih me pokličejo kakšne slovenske podjetje, pa rečejo, ja, se trudimo mi na nemškem trgu, zdaj že 2 leti, spletno stran smo prevedli, pa kar ne steče, ne. In potem, ko se pogovarjamo, že takoj grem seveda na spletno stran si pogledati, pa v bistvu pa nisem materni govorec nemščine, ampak vidim, kaj je kvaliteten jezik in kaj ni. In to je pač enostavno včasih, se mi zdi, da je premalo pozornosti se posveča temu, ne. Recimo na LinkedInu podjetja investirajo ne vem kakšne vsote recimo za generiranje nekih potencialnih kupcev, ampak če te potem ta link prenese na spletno stran, kjer je jezik neka prevedena nemščina, ki niti ni trženjsko, bom rekel, smiselna ali pa dobro napisana, potem je to, se mi zdi, da skoraj neka izgubljena investicija, zato ker treba je biti tukaj profesionalen, ne, v tem smislu, da se enostavno pripraviš, ko ti delaš neko predstavitev podjetja, da je to neka celota od A do Ž, da te investitor oziroma kupec res vidi na tak način, kot si ti želiš, ne, da imaš neke finese, ne. Ja, in v bistvu ti imaš tako to vlogo, ne, ko moraš svetovati, ne, kako se pripraviti na vstop, in tisto, ne, da veš, kaj bojo pa zdaj lokalci zagrabili, ne, kot investicijo. Ja, mislim, zdaj, če se res... Menjaš te vloge, je vaš čas, ne? Mislim, ne, hec je v tem, da enostavno zdaj po tokem času že malo vidim, da so to neki vzorci, ne, ker pač te avstrijska podjetja so taka, kot so, ne. In zdaj ti kot prodajalec se moraš enostavno temu prilagoditi, ne, in vsakemu, mislim, lahko seveda pomagaš malo pri pitchu, recimo, pa rečeš, pošlji mi predstavitev, da pogledam, če je to približno to, pa ti pošlješ 40 strani prezentacije. Mislim, kdo bo to gledal, ne? In pač rečeš, predlagam ti, da narediš predstavitev na 2 straneh, 5 slik, 4 ali 5 alinej in to je to, recimo, ne. Pa mu recimo v pol minute približno poveš, kaj bi bilo boljše, da bo zadeva lažje stekla, ne. Recimo, zdaj sem imel ravno enega Italijana, ki je tukaj proizvodnjo v Celovcu štartal, pa je želel kontakt navezati z enim štajerskim podjetjem, avstrijskim štajerskim, in je v bistvu sem pridobil kontakt razvojnika, ta glavnega oziroma nabavnika, sem ga poklical, sem rekel, imam enega Italijana tukaj, ki se je preselil na Koroško in ga zanima, se pravi, sodelovanje z vašim podjetjem. Rekel, ja, z veseljem, naj mi pošlje mail. Ok, sem rekel, pošlji, in je poslal, napisal, jaz predlagam, da se kar direktno osebno srečamo. Nič ni napisal, kaj želi, kaj sploh proizvaja, sem ga poklical, sem rekel, Alessandro, prosim, pošlji zdaj še en mail, kratko dopolnitev smo v to podjetje, inovativno, glih smo patentirali naš proizvod, tukaj je čisto kratka predstavitev, z vami bi želeli to pa to narediti in predlagam, da se osebno srečamo. Rekel, logično, se opravičujem takoj, ne. Take stvari so Zelo osnovne, ne? Osnovne, ampak jaz se mi zdi, da v bistvu, če bi samo tisto pri prvem mailu ostali, bi verjetno tisto podjetje rekli, hvala lepa, ali pa rekli, dajte mi poslati to predstavitev, pa bi bil v bistvu štart neustrezen, ne, oziroma slabši štart kot sicer. Ja, kako pa gledajo nate lokalci, zdaj, ko si v bistvu več kot 3 leta v Celovcu, a so te že vzeli za svojega? Pa tako bom rekel, Koroški, se pravi, Avstrijci na avstrijskem Koroškem, ne, Avstrijci na avstrijskem Koroškem, tako sem prav rekel, veljajo kot najbolj, bom rekel, zabavni, oziroma najbolj sproščeni, kakorkoli uživajo v življenju, tako da to, bom rekel, najbolj sproščen del Avstrije, pravijo, in to je definitivno opaziti. Tako da v bistvu, ko recimo s kakšnim novim človekom, ko ga spoznam, v bistvu ne manjka veliko, da v bistvu prideš na nek tak sproščen, prijateljski pogovor. Tako da v bistvu treba enostavno sproščeno pristopiti k človeku, tako da ja, bom rekel, se zelo dobro počutim gor.
Moja žena tudi Avstrijka, tako da v bistvu to je sigurno tudi en, bom rekel, pripomore k temu, da sem se mogoče lažje oziroma boljše integriral v to družbo, ampak zagotovo v bistvu zanimivo, no? Recimo, ko spoznam nove ljudi, recimo v poslovnem življenju, enostavno vedno takoj povem, da me je ljubezen pripeljala gor v Celovec, ker je to enostavno. Kot prvo se, bom rekel, odpreš, bom rekel tako, enostavno razbiješ led že na samem začetku in je potem pogovor toliko lažji, ko on v bistvu že vidi, zakaj si ti tukaj in kaj so neki tvoji nameni. In v bistvu, če daš ta nek malo, bom rekel, nekega osebne note v ta spoznavni pogovor, je to veliko lažje steče pogovor naprej. Ja, zelo zanimivo. Žal moramo pogovor počasi zaključiti, pa bi v bistvu tebi dala zadnjo besedo. Kaj bi sporočil študentom, poslušalcem? Kot prvo, hvala lepa za pogovor. Dragi študenti, naredite si LinkedIn, mrežite na dogodkih, pridite na avstrijsko Koroško smučati, pridite se skopati poleti. Recimo, če ste z Ljubljane peljete polet, namesto da se na avtocesti nekje zabašate pri Postojni, imate do Vrbskega jezera v Celovcu 1 urico. Tako da z veseljem se tudi oglasijo pri meni, z veseljem predstavim, bom rekel, okolico ali pa kakšno podjetje. Recimo o Lexat Parku niso govorili, o našem highlightu. Imamo največjo letalno halo za letenje z droni na svetu, opremljeno s senzorji, s 5G omrežjem, tako da dobrodošli. Joj, zgodb pa res ne zmanjka. Ne, res ne. Tako da mislim, da ti res redno objavljaš na LinkedIn profilu, tako da lahko tam vidimo vse, kaj se dogaja zelo blizu nas. Tako da res hvala za obisk, pa upam, da se kmalu spet srečava na Ekonomski fakulteti. Mojca, hvala, mogoče na poletni šoli, ne? Ja, super. Hvala. Adijo.